pamet. Da se mi zdi, da se bo avto prevrnil. Do kakšnega nagiba lahko pridemo, prez da se prevrnemo? Da smo kar blizu tistih maksimumov. Če bova izgubila oprijem, ga bova tukaj. Kje je tole pa preveč? Zvrnil se bomo. Štirikolesni pogon je eden zaščitnih znakov znamke Dacia. To so robustni avtomobili, ki se jih po domače rečeno ne špara. Je pa pri takšnem robustnem in vsestransko uporabnem avtomobilu pomembna tudi učinkovitost. To je nekoč zagotavljal dizelski štirikolesni pogon, danes pa je čas za njegovo sodobno zamenjavo. Preizkusimo torej Daciin štirikolesni pogon nove dobe. Še prej pa kratko povabilo, naročite se na naš YouTube kanal, da boste ostali na tekočem oziroma na terenu. Novodoben v kontekstu Dacie in leta 2026 pomeni hibriden. Torej zadnjo os na modelih Duster in Bigster po novem poganja elektromotor. Gre za novi hibridni pogon, ki se imenuje Hybrid G150, kjer za prenos moči skrbi dvostopenjski menjalnik z odklopno sklopko. Pa gremo preizkusiti to novotarijo na poligon. Zdaj, v tem trenutku imamo še eno avtoprogram, pa bomo pa preklopili na lock. Torej to bo simulacija zapore diferenciala. Tako je, zadnji imamo elektromotor. Za osnovni pogon skrbi 1,2-litrski trivaljni bencinski motor, ki ima še blago hibridno podporo in tako 103 kW moči. Ta poganja prednji kolesni par. Zadaj pa mu pomaga elektromotor, ki ima 23 kW moči, kar se ne sliši zelo veliko, a na terenu je pomembnih predvsem 87 Nm instantnega električnega navora. Aha, zdaj že čutim, da se je eno kolo spredi odlepilo. Zdaj čutva, ja. Zdaj, če smo na zavori, v bistvu ga guncava. Tukaj zdaj pogon že more računati pa kalkulirati, kam dati navor, zato ker je že taka situacija, ki ni normalna za cesto. Tukaj sva zdaj pravzaprav na dveh kolesih. Vagava, ja. Ne pospešuje prehitro, pa sem konstantna na plinu, da avto ugotovi, na katero kolo mora dati več navora. On tudi dovoli nekaj spodrsavanja koles. Definitivno, ker mora ugotoviti, Zato traja tukaj sekunda, dve, ker to ni mehanska zapora. Pri mehanski zapori diferenciala imamo takoj prenosa. Zdaj sem konstantno držal plin in se je lepo čutilo, kako je elektronika ugotovila, kdaj so kolesa zdrsnila in je potem dodala pravzaprav manj plina. Ja, prenos na drugo stran, ker v bistvu traction control tukaj pol naredi tudi svoje. Počasi se spušča v vodo. Okay. Globina bredenja je itak odvisna od tega, kje imamo ponovadi zajeme zraka. Načeloma bi lahko šli kar precej globoko vodo, samo je ključno, da smo res zelo počasni pri teh zadevah, da ne ustvarjamo nekega vala pred sabo. Lahko pride v zajem zraka in pa imamo pa bel dim pa papeža. Če bova izgubila oprijem, ga bova tukaj. Bova obstala tukaj, ja. Tukaj zdaj nisem zaznal prav nobene težave. Slišala so samo mečken trd je naredil vmes, kar pomeni malo izgubil oprijem, ampak tako je odzval se. K bolj preprosti, pa tudi uglajeni vozni izkušnji, tudi na terenu, pa pripomore še 6-stopenjski dvosklopčni menjalnik, s katerim lahko po novem upravljamo z obvolanskima ročicama. Tega doslej v Daciah še nismo imeli. Zdaj, posebnost tega menjalnika je pa ta, da so inženirji uspeli tukaj zagotoviti en poseben prekat. S tem posebnim prekatom so malo ločili olje, ki hladi maže sklopke, pa aktivira sklopke. Na ta način so tudi malo podaljšali servisni interval. Ena velika posebnost tega menjalnika je pa ta, da v bistvu prvo šesto prestavo, pa vzvratno prestavo, dobi s kaskadnim razmerjem. Kaj to pomeni? To pomeni, da imamo tale izbirni cilinder. Tukaj samo eden, v nasprotnem primeru bi rabili dva, plus tega tole celotno piramido za zobniki bi rabili še eno. Kar konkretno so uspeli zmanjšati število delov. Menjalnik je majhen, kompakten in primeren za vgradnjo. Tudi v manjše modele Sandero recimo gre tudi zdaj dobri. A to samo poceni menjalnik ali to prinese še kakšne druge ugodnosti? Seveda ga tudi poceni, ker imamo bistveno manjše število delov. Samo delovanje je pa podobno kot zdaj na dvosklopčnih menjalnikih. A zaradi tega deluje manj uglajeno? Ne. Isto deluje. Se pravi, to je samo inženirski napredek? To je inženirski napredek za optimizacijo samih delov in pa za tudi velikost, da ga lahko zdaj vgrajujemo tudi v manjše vozilo. Zdaj pa jaz ne vidim prav nič, če si lahko s čem pomagam. Imamo pa tukaj kamero. Aha, zdaj pa vidimo, v katero smer se lahko premikamo naprej.
Ok, avto se je prevagal. Do kakšnega nagiba lahko pridemo, prez da se prevrnemo? No, zdaj smo na 25 stopinjah, ja. Se mi zdi, da se bo avto prevrnil. Na 29 stopinjah smo, ja. Prav velike rezerve verjetno nimava tukaj. Jaz bom rekel, da smo kar blizu tistih maksimumov, ja. In vsaka zavora v tem primeru pomeni lahko, da avto zvrnemo na bok. Tukaj je zato ključno, da smo v takih primerih zelo nežni na zavori. Se lahko zgodi, da tudi pri nič kilometrih na uro avto vržeš na bok. Tam pri 30 stopinjah je res takšna psihološka meja. Ne? Človeški možgani delajo na 30 stopinjah, če smo kukar toliko normalni. Kar pomeni, da pri 30 stopinjah človek reče sam pri sebi, kaj tole pa preveč zvrnil se bom. Avto gre ponovati mečke več. Elektromotor na zadnji osi je sposoben tudi samostojne električne vožnje, dokler njegova moč zadošča za obremenitve. No, v obratni smeri pa lahko tudi shranjuje električno energijo z rekuperacijo nazaj v bateriji s kapaciteto 0,84 kWh. Trenutno, ko smo mi avto vozili s kardansko osjo, se je ves čas z njim vrtel tudi kardan. In to je povzročilo določene izgube, ker mi kardana ne želimo vrteti. Nova generacija z električnim motorjem pa poleg električnega motorja omogoča še izbiro dveh prestav. Zakaj dveh prestav? Zato, ker električni motor se vrti za 11.000 vrtljaj na minuto in mi takrat, ko želimo neko ekonomično mestno vožnjo, bomo v avtomatskem načinu vedno imeli izbrano drugo prestavo. Medtem ko če želimo off-road vožnjo z zaklenjenim načinom 4x4 delovanja, se pa izbere prva prestava in na ta način imamo mi maksimalen možen navor na zadnji kolesi. Zdaj, če ni potrebe po 4x4 pogonu, ima pa menjalnik tudi opcijo neutral, se pravi odklopi bolj osi in na ta način še dodatno izboljša učinkovitost samega pogona. Se pravi, s tem, ko voznik izbere način delovanja, bo tudi izbral v bistvu prestavo, v kateri bo zadnji menjalnik. Pri Daci trdijo, da se lahko zgolj na elektriko vozimo kar do 60% časa. Največja hitrost, pri kateri elektromotor še lahko asistira, pa je 140 km/h. Ampak v tem primeru ne gre le za klasično sodelovanje bencina in elektrike. V tem trojnem hibridu moramo dodati še eno gorivo, in sicer utekočinjen naftni plin, torej LPG. Tako imamo zadaj kar dva rezervoarja, po 50 litrov ima vsak in tako nam ta dva ob pomoči elektrike zagotavljata kar 1500 km, sicer VLTP dosega. Ta tehnika se zdaj zdi zelo komplicirana. Zakaj se je to pravzaprav zgodilo? V bistvu so te zahteve Evropske unije po redukciji CO2-ja in pa vseh ostalih zadev doprinesle do tega, da je Dacia mogla se odločiti za tak sistem. Se pravi, skupno avto proizvede v primerjavi s prejšnjim pogonom nekje med 10 do 20, odvisno ali ga imamo v Dustru ali v Bigstru, gramov CO2-ja manj. V Sloveniji mogoče to zaenkrat niti ni še tako pomembno, ampak v ostalih državah Evropske unije pa to zelo vpliva na končno ceno vozila, ker je tudi davek vozila vezan na same emisije CO2. V redu, zdaj jaz se strinjam, da ekologija je pomembna, da moramo mi pogone avtomobilov očistiti, ampak lahko zdaj s tem pogonom karkoli prihranimo. Poraba bo samega plina malenkost višja kot bencina, to je zaradi energetskih prednosti, plin, bencin, ampak trenutno stanje, ki ga imamo na trgu, zaradi situacije, ki se pač dogaja, imamo pa plin, ki ni omejen, recimo v Sloveniji, tako kot se trenutno omejuje bencin, po bistveno bolj dostopni ceni. Kar se tiče pa vzdrževanja tega sistema, imamo pa tukaj regulator, pa filter plinaste faze. To sta edini dve komponenti, ki jih moramo pri rednem vzdrževanju zamenjati. Se pravi, dva dodatna filtra, ki pa v bistvu ne predstavljata nekega večjega stroška. Eden se menja na 30 000, en pa na 60 000 km.